Pozdravljeni. Zopet je na vrsto prišel naš običajni komentar novic, kjer si bomo tokrat ogledali še tisto, kar se je zanimivega zgodilo v preteklih dneh. Tudi danes se bomo kot običajno ustavili pri 4 različnih temah. In ukolikor vas zanima, kaj je zapisano v citiranih člankih, imate bližnjice do originalov kot ponavadi v samem opisu. Tudi tokrat slika v barvah pomeni, da navajam tisto, kar sem prebral v že prej omenjenih člankih. Ko se ta spremeni v črno-belo, pa dodajam moje osebno mnenje oziroma moj komentar. Tako, obnovili smo malce pravila tega drugačnega formata, zato se takoj lotimo prve današnje teme. Na spletnem portalu motosport.com smo lahko 20. januarja prebrali, da so pri Hondi malce zaskrbljeni. Seveda, na tisti dan so pripravili praktično predstavitev svojega novega pogonskega sklopa. Pokazali so tudi nov logotip Honde, ki spominja na onega iz 60-ih let, ampak poleg ostalega so priznali nekaj malce čudnega. Namreč, da kar se tiče električno-hibridnega dela, naj ne bi imeli težav, ampak tisti termični del je seveda malce v zaostanku v primerjavi s samo konkurenco. In tu bi najprej lahko dejali, da mi, navdušenci, bi lahko pričakovali prej težave na električno-hibridnem delu kot pri motorju z notranjim zgorevanjem. Ampak treba je tu malce globlje razmisliti. Ne trdim, da pri Hondi ne znajo upravljati svojega dela. A moč pogonskega sklopa, predvsem v termičnem delu, je odvisna tudi od nekega drugega faktorja, od goriva. In ta je od letos sintetična. Dobavitelj ekipe Aston Martin in Honde je pa Aramco. Morda je tu prišlo do neke vrste zastoja pri razvoju in so zato pri Hondi malce bolj previdni. A videli bomo prav kmalu. Vsekakor pri Hondi niso tako optimistični kot pred začetkom sezone 2015. In glede na rezultate tistega prvega obdobja v turbohibridni eri, je bolje biti previden kot preveč ohol. Poglejmo si drugi današnji sklop. V naši drugi temi se bomo dotaknili članka, ki je bil objavljen na spletnem portalu The Race 20. januarja. Tu smo lahko izvedeli, da bo konec februarja svoje mesto pri tovarniški ekipi Mercedes zapustil John Owen. In mnogim navdušencem verjetno to ime ne pove absolutno nič. A gre za tretjega človeka po pomembnosti v ekipi, ki se ukvarja s šasijo. Sveda, na vrhu je James Allison, nato Simone Resta in tretji John Owen. Če komu ni znano, Owen je bil eden izmed glavnih avtorjev tistega znanega sistema DAS. In seveda po dolgem obdobju v ekipi je iz časov, ko je bila ta še Honda, se je odločil, da ima
zadev enostavno dovolj. In tu se lahko začnemo spraševati, kaj se bodo odločili pri Mercedesu. Bodo povišali tiste inženirje, ki so na lestvici organigrama pod njim, ali pa bodo privabili koga novega. Za privabiti koga novega je rahlo pozno. Namreč konec februarja imajo že vsi dobri kadri seveda službo. In zato lahko pričakujemo, da bo mesto, ki ga danes v tem trenutku zaseda Owen, dobil eden izmed inženirjev, ki so sodelovali z njim, delali pod njegovim nadzorom in pod njegovo usmeritvijo. Vsekakor pa James Allison in Simone Resta ostajata tam na vrhu. Zanimivo. Praktično isti par, ki je vodil tehnično stran Ferrarija, tam v sredini prejšnjega desetletja. A pustimo sedaj to in poglejmo si tretjo današnjo temo. Kot poroča spletni portal motorsport.com, 19. januarja bomo verjetno v sezoni 2026 videli samo eno znamko varnostnega avtomobila in seveda tudi reševalnega. Pogodba z Aston Martinom se je iztekla in ni bilo nobene volje strani britanskega proizvajalca, da bi jo podaljšal. Lahko sklepamo, da bomo letos videli samo Mercedesa, kako bo vodil kolono, ko bo prišlo do tiste faze nevtralizacije in seveda v tistem začetnem krogu, ko bo reševalno vozilo bilo tik za zadnjim na štartnem razporedu. A lahko bi dejali, da konec koncev smo imeli na vsaki dirki, hočeš ali nočeš Mercedesa, namreč tudi Aston Martina je poganjal njihov motor. Ampak izgleda, da se je finančna slika tega britanskega proizvajalca rahlo ukrivila, da sem prijazen in da nimajo več denarja, ki bi ga lahko tako prosto zapravljali za takšne promocije, kot je ta, da imajo varnostni avtomobil v svetovnem prvenstvu Formule 1. Verjetno zaradi tega niso prodali nič več športnih avtomobilov. A videli bomo, kot običajno skupaj, kakšna bo usoda seveda tega proizvajalca avtomobilov in posledično tudi ekipe, ki jo vidimo na štartnem razporedu. A poglejmo si še zadnjo današnjo. Za konec pa kot običajno tista rahlo bolj postranska tema, ki bo pa danes še kako zanimiva. Kot smo lahko prebrali 21. januarja na spletnem portalu Planet F1, bodo pri ekipi Alpine baje že od četrtka naprej prav na progi v Barceloni imeli testiranje starejših bolidov oziroma TPC. In tu seveda bo prišel v poštevo bolid iz lanske sezone oziroma A525. Brez da bi kdo spraševal, zakaj, kajti znano nam je, da morajo biti bolidi TPC stari 2 sezoni, moramo pomniti, da letos imamo izjemo, ker je prišlo do velike spremembe v pravilniku, se lahko rabi tudi one lanske. Ampak v lanskih specifikacijah z lanskimi pogonskimi sklopi. Kar pa za Alpine ni težava, saj imajo pogonske sklope Renault na zalogo in seveda tudi zastonj. A težava ni v tem, da bodo pri Alpinu stirali lanski model na isti progi, kot bomo imeli prve testiranja v letošnji sezoni.
Težava je v tem, da prav danes, 21. januarja, na progi v Silverstonu so imeli shakedown letošnjega bolida, torej A526 pogonskim sklopom Mercedes. Svoje nič čudnega. Namreč pripraviti se morajo na tisti 23. januar, ko bodo, ganili ste v Barceloni, predstavili svoj nov bolid. In zanimivo bo videti primerjavo med lanskim in letošnjim. Seveda, mi ne bomo imeli na razpolago tistih pravih podatkov, ampak v ekipi bodo takoj videli, kakšna je razlika med tistim, kar smo gledali lani, in onim, kar bomo občudovali letos. In poleg tega, po navedbi samega avtorja, rabita oba voznika tudi nekaj izkušenj, da malce, dovolite mi izraz, spraskata rjo, ki sta jo nabrala v teh mesecih, ko tekmovanja ni bilo. In seveda, če vzamemo v zakup, da se je sezona 2025 končala decembra, imeti priložnost konec januarja pomeni, da veliko časa nista preživela brez samih bolidov. A pustimo sedaj to. Pri ekipi Alpine znova hočejo biti nekaj posebnega. Kolikor jim bo to uspelo, bomo pa videli v naslednjih tednih. A za danes je to vse. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.